Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta v Knežjem mestu, kamor po zimskem spancu se vrača prva liga. Jesenski prvak Celje bo za uverturo v spomladanski del sezone gostil Muro, seveda v okviru 20. kroga prve lige Telemark. Zanimiv obračun je pred nami. Milič, kot so pravzaprav množina in pa tudi Zabukovnik. Pa ravno hotel sem dejati, da po eni strani je to, samo da pogledamo. Ja, pogledamo tole akcijo, Karničnik do strela, še ena lepa akcija, vidimo kako se Karničnik vključuje v te akcije in pa ide v vlogi podajalca. V dobri formi je Karničnik korak naprej. Vidimo, da je takoj dobil vlogo in upamo na čim boljše igre. Ja, zdaj dobro podaja Tripija in vodstvo Mure. Julien Lamy, ki še nedolgo nazaj igral prav v celskem dresu, torej na tem stadionu, danes pa zadetek za Muro na svojem debiju Julien Lamy in tole pa je zdaj zanimiv preobrat tega srečanja. To je v slogu včerajšnjega dne. Popovič, četrta podaja Skota, priložnost za izenačenje, to da brani Raduha, priložnost pa je imel Marko Tulka. Pogledajmo še enkrat, Popovič iz Skota, Tulka je imel dovolj prostora sam, no Raduha pa danes seveda najbrž še dodatno motivira proti svoji nekdanji ekipi. Popovič ponovno iz Skota, ja, priložnost in gol, 1-1. Zadetek Bruceva, drugi gol v tem prvenstvu za Rusa, oba zadetka pa je dosegel prav proti Muri. Trenutek Popovič, Brucev, to so tiste kombinatorne podaje Celjanov, priložnost za Bajdeta, vrata so celo prazna, toda Mura se rešuje brez zadetka, tudi tokrat ostaja 1-1, kopica zapravljenih priložnosti za Celjane in Mura se je tokrat rešila. Posesti. Ja, še enkrat odlično Brkič igra zelo zrelo za svoje leta. Maroša, tu je morda priložnost za zadetek Mure in še konec nevarnosti, pa potem Luhanovič mimo vrat. Mura je zelo redko danes na polovici Celja, to da gre slabše Celju. Ja, kako se znajde Karničnik, tu je kvaliteta, priložnost Menalo, mimo gola. Tudi tokrat Menalo je danes zapravil že 2-3 priložnosti. Zahteva kot Menalo, ali se je kdo dejansko dotaknil žoge. Kliševič, Popovič. Takoj žoga naprej, odlična podaja za Menala, tu je priložnost za Celjane. Menalo pa ide in gol. 2-1. Še ena super akcija, šolska akcija Celjanov. In do zadetka Gregor Bajde. Neverjetno je. Jaz sem že pred tekmo, ko smo se pogovarjali neformalno, rekel, da je to moštvo, ki ima absolutno največ kakovosti. Kaj ti drugače bodo pod konstantnim pritiskom. Ajhmajer je lepo stekel naprej, opazil ga je Popovič, igra z roko in 11-metrovka. 11-metrovka v 50. minuti za Celjane. Igra z roko v kazenskem prostoru, tako je to videl tudi Nejskaj Tazovič. Še prej si to opazil ti. Ja, ne, pozornost, zdaj, če je to Sadriv, ne vem, ampak če je... Ja, če Raduha tole obrani, potem se lahko Mura dvigne. Tako je ta impuls, ampak počakajmo. Poglejmo, Popovič in natačen strel uganil je smer Florijana Raduha, to da preveč natačen zaključek Denisa Popoviča in Celjani vodijo s 3-1, zdaj po dobrih 5 minutah igre v nadaljevanju. Žoga je izgubljena, tam Amadeja Maroše, danes ima pomočnik Slaven Kovačevič, tu je zdaj priložnost, Menalo, ali bo padel še četrti gol, tako je, 4-1,
menjalo, tokrat vendarle natančen zaključek, potem ko je zapravil dve imenitni priložnosti v prvem delu tekme, 4-1 in Celjani kažejo svojo superiornost. Ne glede na vse, boriti se za dres, boriti se za svoje mesto, boriti se za klub, kakorkoli, ne glede na to, kakšni. Je pa razumljivo, seveda, v takem vodstvu. Tu je pa ta priložnost. Tako, in take stvari te praktično naredijo močnejše za naprej. Na koncu mirno, lepih 4-1. Morate biti zadovoljni, ne? Pa sigurno da jesmo. Cijela tekma od prve do zadnje minute, kontrola zbilja i u ovim trenucima kad smo i primili gol praktički iz prve Murine šanse, ali već do toga smo napravili puno. I jedini zadatak je nakon tog primljenog gola bila smiriti momčad i objasniti im da je sve ok, da najavljujemo tako i da bu gol prišao. Zbilja u pravom trenutku 1-1, 2-1, drugo povrijeme, opet dobar ulaz u utakmicu i nakon 3-4-1 kontrola. Ja, tamo 60 minute Muraši su rekli, ne, imali smo sreću da su se Celjani ustavili. Ma da, i s obzirom na teren i nismo htjeli baš da je baš čisto mrtvilo od utakmice, ali sigurno da smo pokušavali malo Muru izvući da bi dobili više prostora za dubinu. Nekad su oni zagrizli, nekad i nisu, ali moramo biti zadovoljni sa utakmicom. Morate vidjeti kontekst utakmice kod 4-1, sigurno da gas pada. Tudi vi ste se usedli in dali priložnost svojemu pomočniku. Ne, to redko vidimo, vaš čas ponavadi stojite ob igrišču, danes ste se lepo usedli in bili... Ok, to je prilika i njemu, moram čestitati Miki, Mika je novi UEFA Pro trener, dobili je diplomu, tako da mu je to jedna mala nagrada, ali pokušavamo jednostavno da smo skupa unutra, a i ja malo kašljucam pa zbog toga. Zdaj prednost pred Olimpijo je narasla na zdaj že kar lepih 12 točk. Pogovarjali smo se pred tekmo, vem, gledate samo nas, ampak vseeno, morate biti zadovoljni. Ba da, naravno, definitivno, ali kažem, prvi je fokus na nas, da su naše izvedbe dobre, da su naše tekme dobre, da uz dobru predstavu i pobeđujemo, da sad je to ok. Čeka nas opasna utakmica protiv Brava, gledali smo malo jučer Bravo uživo, bit će to izuzetna teška utakmica, Bravo vrlo kompaktan, organiziran nazad jer je opasan naprijed. Gospod Kovačević, tekma, ki se definitivno ni razpletla po vaših željah. Ništa, meni je samo preostalo da čestitam Celju na zasluženoj pobjedi. Mi smo ušli u dobru utakmicu, poveli 1-0. Kasnije smo nekim, mogu da kažem, slobodno krupnim greškama dozvolili protivniku da nas ugrozi iz prekida. Primili smo taj prvi gol, posle je sve išlo na ruku Celje. Još jednom sve čestitke ekipi Celja i želim im svu sreću nas provesti. A nama preostaje da dignemo glavu i da idemo dalje da se borimo. Žan, pravzaprav tekma podobna tisti spred skoraj enega leta, ko je Mura tukaj le padla, razen 20-25 minut, ko je bilo vse skupaj enakovredno, popolna dominacija Celja. Ja, res je, lahko rečem, smo igrali eno odlično tekmo, mogoče prvi 20 minut. Ja, je bilo nekoliko tako, ker tu je žal se dogajalo nekaj stvari pred tekmo. Eden od soigralcev, ki ga danes Edija ni bilo z nami, danes je imel probleme njegova žena pri rojstvu otroka in tako da mogoče smo to zvedli tudi malo pred tekmo. Ja, na srečo je zdaj dejansko vse v redu. Tako da, ja, ampak ko smo nekako začeli igrati v našo igro, smo pač bili dominantni in zadeli 4 gole. To zmago posvečam tudi njemu danes. Tole zgleda kar strašljivo, ne? Kljub zaostanku, pravzaprav že v prvem polčasu, če se ne motim, 17 strelov proti golu, zdaj na koncu tekme, jasno, še mnogo več. Kdo vas pravzaprav sploh lahko ustavi, razen vi sami? Pa ja, res je, gremo sicer tekmo po tekmo, ne bomo prehitevali določenih stvari, ampak tako verjamem, da tako kot smo izgledali danes, moramo izgledati v nadaljevanju in mislim, da nam bo na koncu, da se bomo veselili in nam bo uspelo. Zdaj prednost je že 12 točk, za tele zadnje 2-3 mesece, kar lepa zaloga. Ne? Ja, je, ampak vse, kot sem že večkrat rekel, tudi hitro se lahko zgodi, da padeš v neki črno serijo oziroma da ti stvari ne stečejo tako, kot si želiš. Zato moramo nadaljevati samo v tem ritmu. Mislim, da imamo zelo kakovostno ekipo, da lahko tudi igralci, ki so prišli s klopi, dvignejo ritem in mislim, da je to najbolj pomembno. Matic, otvoritev drugega dela sezone,
takšne si jih zagotovo niste želeli. Pa ne, štartali smo zelo dobro, na začetku stali kot moramo, potem pa se je dogajalo preveč nekih napak, Celje je prihajalo v priložnosti, zabijalo in na koncu zasluženo zmagalo. Zdaj, Celje izgleda, ne vem, pogovarjali smo se ogromno, ne, ali ste vi ujeti na napačni nogi ali Celje dejansko res tako zelo močno? Pa dejstvo je, da ima Celje res zelo dobre posameznike, ki tvorijo odlično ekipo. Mi bomo mogli še veliko delati, verjamem, da bomo čim prej se zbrali in v nadaljevanju prvenstva tisti pravi, kot moramo biti. Ker zdaj nič lažje ne bo, prihodnji teden vas čaka spet izjemno težka tekma, Maribor ni ta pravi, ampak vendar ne, proti Mariboru je vedno težko. Pa ja, vsaka tekma je težka, vedno moraš biti maksimalen zbran, ne glede na nasprotnika, ki prihaja in vse bomo naredili, igramo doma, da bomo tisti, kot moramo biti.